Slab, ki vam ga bom predstavil v nadaljevanju videoposnetka, je res super. Ta slab sem čisto slučajno odkril na Filipinih. Jaz sem na Filipinih potoval tako, da sem se nekam lociral. Tam sem bil običajno več dni, sem najel skuter, za katerega sem plačal 3, največ 4 evra na dan. In potem sem se vozil okoli in odkrival razne znamenitosti, na katere sem šel pač načrtno, namerno pogledat, nekatere sem pa odkril čisto slučajno, tako kot tale slab. Ob cesti je bila tabla, pač ime slapa, in jaz sem rekel, nič, tole grem pa jaz pogledat, ker slapovi me zelo zanimajo. In tudi boste v nadaljevanju videa videli, mislim, kako se človek na takem slapu, bom rekel, lahko igra, ke majhen otrok. Mal se kopaš v telih bazenčkih, kje mal skačeš, mal plezaš, v glavnem čudovito je. No, lejte, tukajle, ke bom zdajle skočil dol, tukaj moram priznati, da me je bilo zelo strah. Strah me je bilo pa zato, ker nisi pod vodo čist nič videl, ne. Se pravi, mene ni strah iz visokega skočiti, če vidim, da je voda globoka. Tukaj, ke je pa taka barva vode, nisem pa pojma imel, koliko je globoka voda. Sicer sem šel jaz to prej preverit, se pravi, orenk sem preveril, vse prehodil, ne, ke tudi da ne bi kje slučajno kakšna skala ven gledala, ampak še zmeraj je bil zelo slab občutek. No, takole, tukajle sem bil na tem slapu, sem bil, bom rekel, več kot 1 uro in moram reči, da sem zelo užival. Tale voda, ki vidite, ke to teče, je pač bila, bom rekel, ravno prav topla za kopati se in to se je plezalo, tudi razne vrvi imajo, tako da tole je bilo res fenomenalno. In veste, kaj je zanimivo? Na Filipinih, to je na otoku Cebu, je teh slapov, kakor hočeš. Evo, to je pa drugače, bom rekel, do semle gor hodiš že na 15-20 minut, odvisno, koliko hitro greš, in tole je pač zadnji slap, kamor te peljejo. In meni je bilo tole najbolj interesantno, ke sem potem slap splezal, ne. Saj boste videli do konca, kako sem to gor šel, mislim, to je bilo meni tudi res fenomenalno. Je pa tukaj ti pač je vstopnina, mislim, da je bila okoli evro, in ti tudi dodelijo vodiča. Jaz drugače na tem vodiču nisem najbolj navdušen, jaz grem najrajši sam. Glejte, mogoče boste rekli, da sem čudak, saj tale gospa, ki je šla z mano, je bila zelo simpatična, zelo v redu, ampak daj, ke pa ti dajo vodiča, je pa vodič zna biti malo tečen. Malo dobiš občutek, je majčkeno vsiljivo prijazen, zato da mu pol kakšno napitnino daš, skozi ga imaš okoli sebe. Jaz tudi na takih stvareh se rad za malo dlje časa ustavim, kaj poslikam, posnamem. Tule, ke imaš pa vodiča, si pa primoran, ne, kdaj te kar malo posili. Aha, greva zdaj naprej, greva zdaj nazaj, tako da meni to ni najbolj všeč. Jaz bi tukaj, dal sem ji potem, ko sva nazaj prišla, še ne vem, 1 evro napitnine, kar za Filipine, oni imajo 5 evrov na dan plače, je to kar lepa napitnina, ampak jaz si bi raje 2 evra dal, pa da ne bi z menoj šla. Pač tako jaz gledam na to, ampak to je zato, ker imam rad mir, rad vse poslikam v miru, na tisoč in en način.
Ampak se pravim, ta gospa je bila kar v redu, ki je na bolj tečne naletiš. Drugačno potovanje po Filipinih, fantastično. Fantastično, lejte, takih naravnih lepot, kot so slapov, tudi jam. Jam je na Filipinih ogromno in jih imate kolikor šte, in to, če se takole z motorjem voziš. Ta dan, ko sem šel z motorjem, sem videl vsaj ene 3 slapove. Ta je bil meni osebno najbolj zanimiv, ker se je, vidite, takole, ke vidite, ne, takole tudi po štrikih malo plezaš. Meni je to zanimivo in pač v tem uživam. Je bilo pa tukaj na tej poti še zanimivo, da sem se v eni restavraciji ustavil in sem si za jesti vzel, bi rekel, dvojno filipinsko porcijo. Celo riža sem vzel 4 porcije, 2 Coca-Cole sem spil, to je bila tak domač lokal, so ti kar iz loncev dali, kakor si hotel, pa navagali. In veste, koliko sem za vse to skupaj, za 4 riži, 2 Coca-Colam, sem vse skupaj plačal okoli 80 centov. Tako da Filipini so res poceni in se res splača na potovanje. Če ti je ta video všeč, sled mojem kanalu, pa napišite v komentar, če ti je všeč, pa če se naročiš na moj kanal, bom še kakšen tak video zmontiral, ker materiala kar imam.